Živijo, dragi moji, pred nami je portal 11.1. in danes so seveda sporočila vezana na njega. Kot veste, vsako leto 11.1. se veliko govori o manifestaciji, sploh zato, ker je na začetku leta, ampak tokrat numerologija se malce poigrava tudi s planeti, tako da bi malce rada povedala, kaj ti v tem tednu nekako te energije napovedujejo. In definitivno jaz verjamem, da ti bo prav prišlo, če boš vedela, kaj ta teden početi. Ok, res je. 11.1., ko gledamo numerološko, predstavlja zelo veliko številko začetka. Ničla je neka taka številka ravnovesja, medtem ko enka je številka, ki začenja. Razumeš? Je številka, ki je prva. Razumeš? In ona požene krog, zaradi tega ji rečemo, da je manifestacijska številka. In ker ljudje to vejo, ker je numerologija res toliko že neka starodavna veda, in meni je že res prav starodavna, mnogi ljudje na točno take portale, kot je 11.11, pa potem 11.1. seveda, definitivno meditirajo na temo obilja, vse naravnano na manifestacijo, kaj se zgodi, kaj se na novo začne. Tudi če si prej bil malce ujet na mestu, kaj se zdaj na novo začne. In to je definitivno dobra novica in na ta dan je zelo dobro ujeto kolektivno, kako bi rekla, ta kolektivni bazen te energije, ko v celem svetu to delajo in veliko boljše, da se tam priključiš na nekaj, kar se dela pozitivnega, kakor da spremljaš negativno. Tako za ta teden ti predlagam za 11.1. Definitivno se, če je le možno, izoga negativnim novicam, po možnosti informativnim oddajam. Če se bo kaj takega zgodilo, ti je že nekdo povedal, počakaj vsaj do 12.1. Torej, čim bolj stran na ta dan od negativnih energij, o kakršnih koli zapletih v odnosih, definitivno to ti ful svetujem in definitivno nekaj načrtno narediti na manifestaciji. Jaz bom s tabo imela meditacijo 11 angelskih snežink za 11 blagoslovov, za 11 aktivacij vsega tega dobrega, zaradi tega, ker se seveda moramo priklopiti na to kolektivno mrežo, nočemo tega zamuditi, ko lahko si pogledaš, pa si lahko z mano, če me začutiš, ampak v vsakem primeru ta dan naredi definitivno neko meditacijo, definitivno se ti splača. Tudi ni, ko boste zbrali pač dogodek, z mano bom veliko to govorila, pa še dodatno meditacijo, angelske snežinke za dnevnik dvig želja dobiš profesionalno vodeno za prenos na tvoj telefon ali pa računalnik. Tako da definitivno sem te hotela na ta dan obdarovati. No, skratka, zdaj bi vam pa hotela, to sem zdaj povedala glede številka enka, kaj je in kako gre pol manifestacija. Zdaj bi ti pa rada povedala še naprej, zakaj je pa tokrat 11.1. še trojno poseben, vse dobre stvari so 3, zaradi tega, ker če seštejemo 11.1. in dodamo letnico 2021, dobimo na koncu 8. Torej, ko seštejemo 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus nič plus 2 plus 1, dobimo na koncu, ko seštejemo, ko vse skupaj razbijemo in tako naprej, dobimo številko 8. Kar je pa resnično še dodatna motivacija, da se na ta dan dela nekaj izjemnega, zaradi tega, ker 8 je pa sama po sebi številka obilja, neskončnih možnosti, sredstev, podpore in sanj. Ampak, ker so vse dobre stvari 3, pazi to, kaj je 3. Na ta dan, vsi vemo, zimski vrabci so že čivkali, da sta se 21.12. poravnala na nebu Saturn pa Jupiter, tako kar v točno taki sestavi, skoraj 800 let nismo videli. In zdaj se v bistvu tej poravnavi, ki je zagotila veliki pok, ki hoče vprašati, zato ker je planet Jupiter planet zmage, torej, zdaj se tej poravnavi dodaja, torej trojček bomo imeli, še en planet se bo poravnal s tema dvema in to je Merkur. Zdaj pa Merkur sam po sebi je zelo povezan številko 1, zaradi tega, ker je on planet komunikacije, planet premikov. In letošnje leto, če ga gledamo čisto vibracijsko, definitivno ni leto, kjer bomo lahko nekaj meditirali, pa si nekaj želeli, pa nekaj priklicvali, pa vsi se imamo radi, tako naprej. Sploh ni ta energijska sestava. Letošnje leto, torej, ko so se poravnali te 3 veličastni na nebu, razumeš, in kakorkoli numerologije, tudi polne lune, ko gledamo in jih ujamemo njihove smisle, pravijo tako, tisti, ki bo nekaj dobrega posadil, tisti bo tudi žel.
To pomeni, da je zelo odvisno, kaj boš ti letos ne samo pričakoval, ne delal samo na svojem razmišljanju. Včasih je to res delovalo, pa je bilo dovolj, pa so se kar neke stvari dogajale. Ne vem pa, če ste že opazili, letos pa ni tako. Letos je pa v redu, to si želiš, ampak kot da imamo na kolektivni ravni kot duše preizkušnjo, če si to želiš, dokaž, da si to želiš, tako da to narediš. Vesolje te bo podprlo, ti bo dal gorivo, ti bo dal manifestacijsko moč, definitivno, ampak korake moraš delati pa sam. Nič amben ne pride več amben princ pa princesa na belem konju, pa te reš, tega ni. Letos tega ni. To pomeni, da rezultate se bo videli samo tam, kjer bo premik, zato, ker so to te številke, to so te energije, tam, ko bo premik, ko bo delovanje. In mnogi ljudje imajo s tem težavo, ful si želijo, ful imajo poštimana srca, ful imajo lepe sanje, ampak ko treba pa pride do tega poguma, da ti nekaj začneš, ekle pa rata problem. In ta problem zna biti zelo intenziven zaradi starih prepričanj, pa naučenih stvari, pa marsikaj se ljudem še dogaja, razumeš? In zdaj, kako premagati to, ker ti veš, kaj treba narediti, ker veš, kam se hočeš premakniti, ker ti je vse jasno, ampak ko je treba narediti, a imaš zdaj občutek, pa dobesedno malo zmrzneš, ne? In to bi ti rada tukaj jaz res pomagala in take stvari se sicer ne morejo zgoditi čez noč. Definitivno jih treba postaviti najprej energijsko, ampak potem tudi kako iti v delovanje. Dosti ljudi se sili, ja pa naredi nekaj, se skozi tam nekaj goriš, zakaj pa nič ne narediš? Ful se ljudi obsoja, zakaj nič ne naredijo, ampak a razumeš, ko tebi celično telo odreagira, ko mora nekaj narediti v strahu, on tebe dobesedno drži v krču, ti veš, kaj ti za narediti, pa se ne moreš premakniti. In to energijo, da boš prebil tako blokado, je treba zgraditi, ne. Sicer sem že to povedala, pa vendarle bi tukaj rada zelo povedala, da sem jaz neke principe obilja, pa tako naprej, res nadgradila s konkretnim delovanjem. In ful bi rada letos delala na manifestaciji z vsemi vami, zaradi tega, ker je bilo leto 2020, razumeš, manifestacijsko gledano ugasnjeno, negativno, veliko je bilo strahov. Veliko strahov je bilo povezano z gospodarstvom, biljem, tako naprej. Tako energijo postaviti nazaj bomo res rabili zavihati rokave, zaradi tega, ker ful se še čutijo popotresni manifestacijski sunki, evo, tako bom rekla, ne. Tako da, zdaj ti dajem dve opcije, lahko mogoče začneš z ena, pa nadaljuješ druga, ampak na manifestaciji konkretno je treba delati, res konkretno delati. In jaz sem izoblikovala dva dela. Eno delo je to, da sem izoblikovala nepričakovano in zaradi tega, ker so res vaše vprašanja toliko letela na to temo, digitalni program, ki se imenuje Digitalni tečaj obilja, kjer vsaj nekje začneš, ker sem ti takole posnela video vsebine in konkretne korake, kaj je treba delati in kako je treba delati. To pomeni, ni samo, imejmo se radi, ti samo pričakuj dobro, zaupi vesolju in dano ti bo srčkano, ampak to ni ta program. Dala sem ti konkretne korake, torej najprej kako energijsko gradiš stvari in kako si lahko pomagaš, da začneš v 3D prostoru delovati. Ko mogoče lahko s tem začneš, dodala sem ti 11 vodenih meditacij na razno teme, od odstranjevanja blokad obilja, do tega, da ti res delaš na samozavesti, da delaš na fokusu, da si recimo eno željo najprej zmanifestiraš, ne 620, če še ene ne moreš in tako naprej. Čudovite meditacije, čudovit program in dnevne vaje za dvig tvoje frekvence, zato da lahko ujameš frekvenco obilja. Ko to si lahko pogledaš, na Potovanju duše greš tam pod spletni dogodki in potem imaš spodaj spletni programi in ta je tvoj program za vedno. In potem, ko boš ta program naredila, imaš nekje do marca potem možnost, da se odločaš, da se definitivno pridružiš moji šoli manifestacije, ki je pa potem res obsežen piškotek. To je pa res moja 6-mesečna šola, v tem času dobiš skoraj 40 meditacij, toliko vaj, da je to nekaj neverjetno in potem greš mogoče lahko ta 6-mesečni proces tudi z mano.
Tako da poglej si, če ti lahko kakorkoli pomagam, ampak definitivno sem ti zdaj dala nekaj istočnic, da veš, kaj se dogaja, da veš, kaj se mogoče tebi dogaja, zakaj se ti tako dogaja. In dajmo letos dvigati to energijo manifestacije, dajmo povabiti to obilje nazaj na planet, pa ne samo zaradi nas, pa naših želja, ampak zato, ker tudi narava rabi obilje, živali rabi obilje. Veš, če je frekvenca obilja izklopljena, potem je izklopljena za vse. A veš, dobesedno je to tako, ne. Tako da jaz ti definitivno to želim, vse, kar rabiš je odločitev in jaz res sem nekaj stvari poštekala in zelo rada bi delila s tabo, kako sem jaz to naredila iz dobesedno revščine, da včasih res z mamo nisva za kruh imela do tega, da živim izpopolnjeno življenje, predvsem pa življenje življenjskega poslanstva. In to je tisto, kar ti nekako želim pomagati. Vse skupaj ste naredila tudi digitalni program, blazno cenovno dostopno, pa tako naprej. Tako da dej poglej si, prever in želim ti en čudovit manifestacijski teden. Ne se zdaj pa vse obrne na boljše, prav. Hvala, ker ste z nami. Poglejte si tudi ostale tečaje, Usuj Reiki prihaja, magija prihaja, Mihael ima spletne delavnice za drznine, za samozavet in še. Bomo z vami, bomo vas držali in vse najlepše ti želim.